ampak tukaj je stvar potem, če pravimo, da je to nacionalni cilj, ne, vse, ne, se pravi, najprej si začrtati ukrepe, potem diseminacija tega, oziroma ozaveščanje ljudi, izobraževanje in tako dalje, palica, korenček, ne, tako kot pri maskah, ne, pri covidu, na koncu se mogli vsi držati, ne, dobro, rečemo, ne do te stopne prisile, ne, ampak kljub vsemu, ne, tako da vprašanje, ne. Kakšno vprašanje? Vprašanje, da nekdo bi iskreno mogel želeti, da se ta situacija uredi. No, ampak jaz mislim, da če bi to prineslo, da bi nekdo imel vsaj toliko vizije, da bo videl, da mu bo to neke, čisto pragmatično pogled, volilne točke prinesel. Ker hece, ne? Bo že želel. Iz Domžal ker marsikaj delajo za to, da bi dobili te volilne točke. Ampak te so te težke volilne točke, ker trajajo več kot en mandat, ne, da to zgradiš. To so pa tiste stvari, ki si jih pa, recimo NUK 2, ki je pač ni nič posebenega v merilu neke investicije, to ne vem, že desetletja bi ga mogel postaviti. Vsak boji, da bo slučajno on ga začel, ampak je pa mogoče več kot 4 leta. Tako, zdaj pa, to pa, da bi se pa zdaj nekako skupaj opcije pokazale, pa se rekla, vsi smo zaslužili za to, to pa pač v Sloveniji nažalost ne gre, da bi se lahko na isti fotografiji več mandatov, se pravi več ljudi, ki vodi vlado v tem času skupaj postavili. Ne. In to je tisto, kar je pol, ali je mandat prekratek ali pa predolg, oziroma ali je projekt prekratek ali predolg. Zato, dobro, ampak se vsak projekt ima lahko neke faze in se ti lahko dičiš tudi s tisto fazo v končni fazi, ker si naredil. Problem je, da tisti, ki bo začel, bo itak že mandat min, preden bo skozi birokracijo se prevtavkal. Pa pogosto je tudi to, da se, ko se zamenja mandata, ne, prekine naslednji projekte prejšnjih iz neke iz principa velikrat, sploh ne iz nekega razloga. Ne. Ampak, ali pa mogoče zato se prekine ta ekonomska napajanja, ki ste jih omenili prej, ki so bili pri avtocestah. Ne. Ampak pač to, da se projekti ne nadaljujejo naprej, je velika izguba. In to je recimo prav NUK, ki je nacionalnega pomena in ilustracija tega, bolj jasna ilustracija ne bi mogli imeti, kako se projekti iz desetletja v desetletja predlagajo in sploh ne opazimo, da imamo že odprto rano v centru mesta nekaj desetletja, ne, ki zdaj niti parkirišče ni več, se še parkirati ne da, ne, in se potem pokaže še večji problem, kako sploh v center vstopati brez učinkovitega javnega prometa. Prej sem se malo čohal, ne, tako. Zakaj, ne? Problem Slovencev je, ne, že od Martina Krpana naprej, ne, da ne zaupajo oblasti, ne, ampak po novem ne zaupajo tudi stroki. Stroke, glej, ti imaš pri teh fake news, ne, mene malo arheologija zanima, ne, pa potem dobiš tamle na telefonu 24 ur, ne, pa pravi krasno odkritje, ne, arheološko, pa tam kaže neke artefakte, pa to. In sem čisto zagret, ne, in ugotovim na koncu, da je to fake news. Ne. Tako da Slovenc ne zaupa nič več, ne, zato ker take poplave, ne vem, če še, ne, tega nezaupanja v stroko. Tako naprimer pri prometu. Prometniki ugotavljajo, če bi mi znižali hitrost dostopa do Ljubljane na 80 na uro, ne, potem ne bi bilo teh zastojev. Ampak to so tudi napisali na te semaforje, ne? Ampak nišče ne tega upošteval. In zjutraj so zastoji za tega gumi efekta. Ne? Zdaj, ko delajo tretji pas, ko v resnici imaš samo 2 ozka pasova in moraš voziti 80, ni nobenih zastojev. Ne? Dejansko gre hitrejši. Gre hitreje. Res. Se pravi, zato, ker si ne upaš imeti kamiona, ker ti je čisto zraven. No, in tukaj nekako potem ugotoviš, da pravzaprav stroka ima prav, ne? Ampak, ko se bojo uredile te razmere, ko bojo te pasovi, bo zopet isto. Ja, jaz tudi mislim, da bo čisto isto. In zato pravim, kako zdaj ta koncept uresničiti,
zatem je ogromno enega napora, angažiranja. Ampak v Avstriji imajo to simpel rešeno. Ne? Recimo v Avstriji, ker je omejitev, ker je tudi v okolici Gradca, ker je iz istega razloga, oni imajo te digitalne table, kjer se spreminja glede na obremenitev prometa, pač če ni obremenitve, ne vem, ali 110 ali 130, če obremenitev se zmanjša. Ampak tam imajo radarje, pri nas imamo tudi ogromno teh radarjev, ampak so prazne škatle. Tam imajo radarje in veš, da boš plačal kazen, če ne boš upočasnil hitrosti in pač tudi ta mentaliteta, da pač pri nas mislimo, da imamo pravila za to, ker nas nekdo, ker Martin Karpan mentaliteta nekdo more dol tiščati, tam verjamejo to, da imajo pravila za to, da bojo kot skupnost boljš delovana, da če se jih vsi držijo, bo vsem boljš. Čeprav so taka, da bo čeprav ima avto, ki bi lahko peljal 200, bo za vse boljš, če se pelješ 80 ali pa 110. In je to samo pač stroka odloča, ampak stroke potem noben ne upošteva. In to ni samo na nivoju prometa, to na vseh nivojih, ker verjamemo v to, to nam država večkrat da vedeti skozi različne stvari, da zakonodajalci verjamejo, da smo vsi goljufi, in da morajo za zakoni preprečiti, da ne bi vse povprek goljufali, namesto da bi verjeli, da večina ljudi želi delati dobro, in da so zakoni za to, da usmerja v to, da se pač ne dogajajo ekscesije. Tukaj ta logika, mislim, da kar dosti vpliva na to, zakaj kljub z tablam 180 ali pa 110, bo vsak šel hitrejš, pa povzročil zastoj in s tem vsem drugim poslabšal kvaliteto bivanja in odvzel 2 ure časa v zastoju, recimo. Ravno to sem hotel vam potegniti. Točno to, kar si zdaj omenil. Ja, seveda, ker imamo vsi, ali pa jaz, upečen hrbet, ker dejansko vse, kar se sprejema, je, tukaj smo videli enega kriminalca, zdaj ste vsi potencialni takšni kriminalci, zdaj bomo vse zakone tako sprejeli. To je ta evidenca delovnega časa in takih primerov še z 1000 in te v bistvu silijo ali pa ne silijo, iritirate toliko do te mere, da si pa res misliš, gas, pa ne gas, da bi jaz hotel tiščati, ampak ta odnos oblasti do državljanov je po moje drugače. No, ampak zdaj smo imeli ta koncept nivo za celo državo. Se pravi, urediti promet. Ko bo promet, bo se tudi zaživel policentrizem nazaj. Danes vemo zakaj. Ampak gremo zdaj na urbanistični nivo. Urbanizem. Prej smo omenili, da od leta 80 praktično ni urbanističnih zavodov, ki bi skrbeli za, kako bi rekel, implementacijo planskih odločitev. Mi imamo danes razmeroma dobro urejen planski nivo. To pomeni razporejanje nekih dejavnosti v prostoru. Včasih smo imeli potem tako zvane regulacijske načrte, ki so določali potem tudi vrsto zazidave. Za mesta so določali celo stvari, kot so naprimer oblikovanje ulic, mestnih trgov, parkov, pomembnih križišč, pomembnih vedut, pomembnih zgodovinskih osi in tako dalje. Se pravi, da je bil to tudi oblikovalski element, ki je sicer bil mehek, ampak imel si eno vizijo, kaj hočeš narediti. Potem so bili GUP-i, generalni urbanistični plani, ki so že bili bolj abstraktni, mi smo jim rekli flag diagrami, so samo razporejali več ali manj dejavnosti v prostoru. In če so prej bili še zazidalni načrti, ki so bili razmeroma definirani in so se tudi izvajali, ker so se navadno taki veliki zazidalni načrti izvajali z javnimi sredstvi, so potem na tem prehodu v tržno gospodarstvo, pa z ukinitvijo zavodov, so se izdelovali pa tako zvani PUP-i, prostorsko ureditveni pogoji, ki so bili zelo fleksibilni. In jaz se spomnim, mi smo takšen PUP delali, ki naj bi bil podoben zazidalnemu načrtu, si narisal naprimer na
zemljišču 6 hektarjev, ne vem, da je bilo tam 30 hiš, ne? Te hiše so imeli tašne in tašne parcele, tam so bile tašne in tašne ulice in tako dalje, ne? Ampak v razliko od zazidalnega načrta, ker se to res moglo izvesti, tako kot je, si ti lahko kupil v celih teh hektarjih mogoče 6 parcel, na njih naredil 3 hiše, čisto različne, ne? Nihče to ni v bistvu dosti kontroliral, ne? In nastal je v bistvu neke vrste urbani kaos. Zakaj pa so nastali te pupi? Ko so zgubili, jaz konkretno poznam situacijo z Ljubljanskim urbanističnim zavodom, Luzom, ne? Tam je celo moj kolega bil direktor in on mi je rekel, zdaj pa smo mi zgubili posel, pupi so pa priložnost. Ker te pupi so se potem množično naročali, ker je bil nov dokument in smo celo izvozili te pupe potem po celi državi. To je hec, ne? Ampak zakaj? Ker si iskal delo. Ti si bil zdaj naenkrat inštitut na trgu, ne? To zdaj kot OPPN, ne? No, in danes so pa to OPPN. Problem pa je v tem, da je ti zazidalni načrt včasih kljub vsemu dopuščal neke razumne prilagoditve, ker je imela takrat stroka še neko diskrecijsko pravico, ti si imel urbanistične komisije pri, danes bi rekli, upravni enoti ali pa na občini, in ta komisija je glede na situacijo, če je bil takšen zazidalni načrt star, ne vem, že 10 let, je rekla, ja, medtem so neke nove tipologije, dopuščamo, da tudi to prilagodimo. Pri OPPN-ju, oziroma naši zakonodaji, so ugrabili v resnici stroko pravniki, ki pravijo, diskrecijska pravica ni več možna, ker to pomeni možnost zlorabe, pač pa mora biti vse vnaprej tako natančno napisano in določeno, da ni nobene dileme. Ampak to je tako, kot da bi dal skladatelju, ne, rečemo, en pravilnik o skladjanju skladb in bi rekel, vse napisano noter, ne? Ja pa ni, ne? Mislim, to je stvar potem interpretacije, kompozicije teh v neko sestavno smiselno celoto. In tako, ker so pa zdaj v upravnih enotah, pa tudi v občinskih službah pogosto, ne? Predvsem ljudje, ki niso te stroke, ko so upravni delavci, ne? On gleda samo črko zakona, ne? Ali je zdaj v tem OPPN-ju vse napisano tako, kot je, čeprav gre za totalne nesmisle včasih. Ali pa termine, ki se jih interpretira lahko se pravim, ker ni on strokovnjak in on pač ne more presojati. In zato bi bila rešitev, ne? Bi bila rešitev, ki, jaz se že govorim, od leta 90 naprej, pa se sam sebi gražam, ker vedno isto govorim. Če bi ti vsaj rekel, na upravni noti imam na oddelku za urejanje prostora, imam komisijo strokovno, ki ima mandat. Ona je voljena, en iz ZAPS-a, en je iz stroke, en je, ne vem, iz uprave, ne? In ta komisija lahko pri takšnih dvomljivih primerih, ker ne veš, kako bi se odločil, lahko presodi. Vse tiste večino ima jih 80% takšnih, da tega ne rabijo. Ampak ravno tistih 20 pa navadno naredi v prostoru katastrofa. In tega, rečemo, pa sem bil v nekih takšnih, bi rekel, kaj smo bili, ene delovne skupine, ki smo pripravili za zakonodajo predloge, ne? Smo to nekako forsirali, pa nismo prišli skozi. Zakaj se meni zdelo? Nekaj časa so blokirali takšne, bi rekel, spremembe, ki bile smiselne, ne? Župani občin, zato ker oni so bili sočasno tudi poslanci, ne? In
končno za župana edin, tašen bi rekel, operativen kapital, ne, so parcele. Ne. On pravzaprav s tem lahko nekako jih prodaja, lahko s tem ustvari nek kapital, da nekje drugje neke stvari uredi in tako dalje. Ne. In zdaj, če njemu ti to, bi rekel, razmeroma svobodno razpolagane s temi zemljišči omejiš, kanaliziraš, potem mu vzameš moč. Ne. Ampak tudi zdaj, ko poslanci niso več, ne, župani, avtomatsko, ne, vse stvari ne premaknejo. Tako, to je moj pogled, ne, iz prakse, ker vem, da na eni strani sem urbanist, ki nekaj hočem, ne, urediti, na drugi strani sem projektant, ki od tega urbanista nekaj hočem, pa ga ni. Kajti urbanist je nivo, ki je med planom, ne, pred OPN-jem, ne, in med OPPN-jem. Se pravi, med planerjem, ki pravi, kaj naj bi bilo, se pravi, programsko in tako dalje v nekem prostoru, in med projektantom, ki tisto hišo tam postavlja. Vmes mora biti urbanist, ki on interpretira, kaj je pravzaprav namen plana in daje tudi temu projektantu zaščito za njegov hrbet, da ni on kot advokat, ki mora poslušati samo in slediti samo strogo željam investitorja, ne? Ampak reče, gledaj, tu je nek javni interes, ki ga ščiti urbanist in on mi daje hrbet. Tega ni in to je razpad sistema. Tako. Jaz lahko povem eno izkušnjo iz strani projektanta v obratno smer. In sicer, ko sem po študiju začel delati, sem eno lokacijo imel, ker je bil profesor Gabrielčič avtor tega zazidalnega načrta. In tam je bila ena parcela, ki je še ostala nepozidana, ki smo jo takrat obravnavali. In je bila zelo strm teren. Tako da pač to, kar je bilo vrisan, bi bilo lažje izvedljivo, če je bil ta gabarit malo manjši. Se pravi, ne tisti, ampak mogoče 1 meter manj, ker je potem na geomehanski osnovi bilo potem lažje temeljenje. In mi to pripravimo. Upravna enota ni zaradi teh dimenzij projekta dovolila, se pravi, ni dala gradbenega dovoljenja. In jaz sem potem avtorja, profesora Gabrielčiča, kontaktiral, me takoj, se spomnite takrat ali ne, ampak vi ste mi napisali potem kot avtor mnenje, da ste mnenja, da se ta projekt sklada z načrtom, katerega avtor ste, in da iz teh razlogov in argumentacije paše v to okolico in tako naprej. In jaz sem mislil, ok, super, imam avtor se strinja s tem posegom in upravna enota bo seveda morala to razumeti. Ampak nisem razumel tega, da ta človeški faktor tukaj ne deluje. Da ko prijem na upravno enoto, oni seveda tega ne smejo mogoče celo tako na ta način brati, in so meni rekli, mi se s tem ne moramo nič pomagati. In takrat je bilo meni spoznanje, da ta urbanizem ni, da je mogoče v nekih težavah, da manjka ta človeški faktor, da manjka to, kar ste rekli, ena komisija nekih ljudi, ki bi presodila nek poseg, ki je mogoče iz enega razloga ali pa drugega odstopa od tega, ker je se pravi, v merilu urbanizma neopazno, ko pa priješ do merila arhitekture, se pa pozna neka lokaliteta, ki spremeni lahko ta projekt in mogoče ne bi bil v škodo celotne slike, bi pa se prilagodil tisti mikrolokaciji. In tukaj mislim, da je prav ta človeški odnos, ki sem bil zelo vesel takrat, da sem od avtorja zazidalnega načrta dobil to potrditev, ampak problem pa, da upravni postopek tega mehanizma seveda ne odobrava. Zdaj imaš lokacijsko presojo, se pravi, ampak ki traje zopet postopek pol leta. To je samo črkane potrditve. Jaz sem že to uporabil uspešno, ampak to traje pol leta. Če je bila pa komisija, jaz sem bil kot mestni arhitekt, sem imel to pravico na Ptuju nekaj let. In sicer mi je upravna enota pošiljala takšne malo bolj, bi rekel, zapletene primere in potem sem malo potelefoniral investitorja pa projektanta, sem rekel, glej, to je mogoče previsoko v tem prostoru in tako dalje. In moram reči, smo skoraj vedno našli potem eno rešitev, ki je dobra bila za prostor. Kar je
nekak namen vaje. Ker problem mestnega arhitekta, ne, ali pa urbanista je, da ščiti javni interes. Ja. Ne? Se pravi, da poskuša nekako uskladiti, najti v dobrem smislu kompromis med obema. Ne? No, ampak so mi potem to odvzeli, zato ker nekdo se je pritožil in upravno sodišče ugotovilo, da nima pravice mestni arhitekt karkoli posegati. Škoda, ne? Ja. Ker je bilo to zelo učinkovito, zelo hitro, kolegijalno in tako, ne? Za prostor dobro. Ne? In zdaj, kako zdaj, če bi položil na srce, ne, bodočim, ne, Ja. našim vladarjem, ne, ne, bi rekel, dajmo narediti to zakonodajo malo bolj smiselno. Ne. Saj lahko vse kot je, ampak mi bi ogromno stvari rešili, če bi bila možnost desestrske pravice, ne, in če ti zaupaš stroki, da ne je skorumpirana. Tako pa ti rečeš, kot v sodstvu, jaz imam vse dokaze, ker pa niso bili in tako dalje. Ga imam v rokah, ampak ga moram spustiti, zato ker pač ni vse. Ne? Ne? Tako se pravi, zaradi ene možne zlorabe ti v resnici narediš ogromno škodo v prostoru. Ja, se je točno to, kar smo se prej pogovarjali generalno. Ja. In tukaj tudi pred leti smo dali to pobudo, ne, kako bi se lahko zakonodaja pohitrili postopki, brez da bi zakonodaja bistveno spreminjali. Ne, je že to, da upravni delavec, ne, ki je edini v celotnem postopku izdajanja gradbenega dovoljenja podvržen inštitutu odgovornosti, ne, in on bo odločil najbolj konzervativno možnost, zato, ker ima doma družino, ker ima svoje osebno življenje, od katerega je njegova odločitev lahko odvisna in tukaj mora biti pač konzervativen v tem. In zato se velikokrat spuščajo v preverjanje prostorskih aktov, ker verjamejo, da arhitekti golfamo, ne, pri tem. Zato, ker pač vedno iščeš mogoče neke izboljšave ali neke rešitve, ki mogoče presegajo ta okvir urbanističnega plana, tam, kjer je samo napisan zelo grobo, kaj za celo območje velja, ne, posplošeno. In zdaj tukaj je ta ideja bila, zamisel bila, da se pač ne da te odgovornosti upravnemu delavcu, ampak da se da to mestnemu urbanistu. Ne, ki če on da pozitivno mnenje, potem to brez da preverja še enkrat upravne delavce. Ali pa komisijo. Mi smo imeli tako, da je, mislim, da smo takrat predlagali, da bi bil nek urbanist, bi bil itak zaželjen, da lahko to hiter in da če odstopiš od tistih alinej, da je urbanist, ki ima diskrecijsko pravico, oziroma če bi kdo smatral, da je sporno, se pa ustanovi na brzino ena komisija in pol tista odloča. Ker zdaj predstavljate si situacijo, da bi človek pogledal en dan v svojem življenju skozi vse predpise. Jaz mislim, da kar odkorakaš kele na Povšetovo. Kar na Povšetovo, ne. Začenši se s prometom. Zdaj nov zapor, ne, tako da mislim, da kar... A deluje že? A že bo uporabno dovoljenje? Ne? To še ne vem. Mislim, da še ni dobro. Začenši s tem, da ti 10 km pelješ na cesti, ki je popolnoma prazna več, ne, pa ne bi smel, ne, in tako dalje, do tega ne vem kaj. Po mojem, če bi to skozi predpise pogledal, potem ne vem, sploh živeti ne moč. Ampak tako to zdaj izgleda, ko ti daš kot projektant, v dobri veri si delal nek projekt, ki je smiseln, ne? Se končno imaš neko izobrazbo, imaš neko strokovno zavest in tako dalje, daš ti, kot je kolega rekel, upravni noti, ne? Pa potem soglas tem nedajalcev in vsi te gledajo kot kot enega zločinca, ne, ki mu je treba zdaj dokazati njegove zločine. Ne. To ne gre, ne. Ti moraš graditi na zaupanju. Ne. Ampak točno to se dogaja. Ne. Jaz sem imel pred leti priložnost sodelovati na neki razpravi, šlo je v Avstriji za neko cesto, en odsek, in oni so sklicali, bi rekel po slovensko, eno konferenco služb. Vsi tisti, ki dajo neko soglasje mnenje, in so hodili po tistem terenu, gor in dol, in so rekli, tam je bil tisti
gradbeni inženir, ki je imel to cesto, rekli, v redu, tako, ne. Ampak to je bilo zelo preprosto narisano, ne. Nekaj merilo 1,500, rekel, ja, kaj pa pri nas PZI, ne, projekt za izvedbo. Ne, to bo izvajalec naredil. Ja, kaj pa, če se tega ne bo držal, pa sploh me niso razumeli, so rekli, kako se ne bo držal. Se ne bi držal, ja. Ne? Ker oni potem na koncu je pa jasno tehnični prevzem je pa natančen. Tam pa mora vse štimati. Ne? In če enkrat on naredi eno goljufijo, ne bo več posla dolgo. Se pravi, na koncu ti to pogledaš, pri nas pa zdaj imamo sicer tele uporabno dovoljenje, ampak leta nazaj ti si lahko naredil potem karkoli, ne? Zdaj pa to uporabno je pa zopet pretirano. Ne? Ker to pomeni, da nimaš nobenega odstopanja od gradbenega dovoljenja, DGD-ja, nimaš nobenega odstopanja, mora biti to identično tudi v samem izvedbi. To so neka minimalna odstopanja, ampak je vse tako, mislim, še vedno se že pri gradbenem dovoljenju se še vedno lovimo na, ali pa ko prijaviš gradno, pa ti v PZI-ju imaš recimo hiša, ker se je nabral fasade, centimeter večja od DGD-ja, gotovo. Pa take stvari, to je, mislim, tako banalne. Ja, pa zakaj? Zakaj? Zato, ker smo mi vrgli iz tega gradbenega dovoljenja, smo vrgli v eno statiko, smo vrgli instalacije in tako dalje. Glej, je v redu, pa ni v redu. Je v redu za malo hiško, če imaš pa ti en velik objekt. Ker brez enega dobrega statika ti ne moreš ugotoviti, kakšne so dimenzije. Ampak to pa ne vem, za velike tudi velja zdaj, da ni več. Sveda. No, je pa v idejnem projektu vključen. Se v bistvu grafika idejnega projekta je pa tista, ki je za DGD. Tako da se ne bi rešili že prej te stvari. Ja, in tu so izgubili tudi kolegi gradbeniki, pa ostali inženirji del svojega posla. To je bil konflikt potem med strokami. Zakaj samo arhitekti, samo arhitektura, pa neke izjave. In so bili upravičeno, zato ker ko imaš ti en dober, se pravi, idejni projekt, ki je osnova za DGD, potem je dosti lažje potem tudi izvedbenega narediti. In je potem to res lahko skladno tudi na koncu z PIN-om. Ja, samo zdaj, če bi vas to zdaj nekdo poslušal, bo to vzel pa bo rekel iz tega, dajmo mi nazaj v DGD še PZI-je. Ne, PZI ne, ampak vse... Pol se bo pa res zakompliciralo. Mislim, ker pri nas se vse to, kar se vzame v najslabši možni luči in tako da iz mojega vidika, jaz sam hiške projektiram, je to, da je PZI šel stran, ena boljših stvari, kar se je zgodila. Ker zdaj delamo nekaj na Hrvaškem, kjer je PZI še zraven, to je za hiško katastrofa. Mislim, da tudi Avstrijci nimajo za PZI. PZI je preveč, ampak vsaj, da imaš, pri zahtevnejših objektih pa moraš imeti. A veš, ker včasih se potem zapleteš, ker enostavno ti ne moreš zagotoviti višine, imaš določeno v DGD-ju, višina, 10 metrov, potem ti pa naračuna statik te konstrukcije in ti ne priješ več skozi. Tako mislim, je že včasih fajn, ampak to bi mogla biti tvoja presoja, Kdaj? Tako to nekako može rešiti. Mislim, ker nisem želel, tle sem imel zakonodajo na koncu, ker če jaz v to skočim, jaz imam tukaj res travme, ampak samo nedaven primer, ta togost je res pri nas katastrofalna. Ker pri nas nekaj narišeš, kar misliš, da bo skladno s prostorom. Na kar se potlej začneš truditi in jaz priznam, recimo pri tem projektu smo mi pol to obrazložitev, zakaj pa je skladno tudi za OPN, ne samo s prostorom, zdaj pri enem projektu res že zelo za lase privlekla.
Ampak situacija je bila taka, da v OPN-ju piše, da ne bojo stavbe skladne tudi z okoliškimi stavbami. Okoliške stavbe so vse popolnoma nekvalitetna arhitektura in si recimo ne bi želel, da se po njih kakorkoli zgleduješ. Se pravi, smo naredili nekaj, kar se je nam zdelo, da ne bo tako odstopalo, ampak da bi še zmer tja pasali, pa kjer se izteče na pot proti Cerkvici, pa tako. Smo dali za gradbeno dovoljenje, je upravna enota, zdaj, ker ne sme več nas pozvati, pozvala občino k dodatni obrazložitvi, ampak že zdaj, ker podala mnenje, da po njihovo to ni skladno z OPN-jem. Občina je z našo pomočjo napisala obrazložitev, smo spet dali tja, še vedno upravna enota je še enkrat to isto in dala nenormalen rok, tako po 3 mesecih mletja so dali 8 dni, da občina še enkrat, da nobena občina ne da tako hiter, ampak mi smo uspeli, da je dala. No, ampak zdaj sem kljub vsemu dobil nazaj, da so našo vlogo zavrgli, ker ni skladno. In jaz res mislim, da če smo se zdaj zakonodaje dotaknili, da bi bilo nujno, da je upravna enota omejena samo na to, da preveri, ali imamo mnenje elektro, ali so zemljiške, lastninske stvari urejene, ali je občina dala mnenje, ali je tole, ali tole. Ker zdaj jaz niti nočem, tako je, kot je Matevž rekel, dejansko te ljudje imajo družine in če je najmanjša možnost, da bi kdo nasedel, ne, po drugi strani zdaj tam eno vas pod nami, sred travnika, ker je bila slučajno zazidljiva parcela, ker je bila prej domačija, gradijo neki developerji 3 hiše za trg. Jaz sem prepričan, da tiste 3 hiše so dobile gradbeno dovoljenje takole, ker so navadne neke škatle z nekimi kukrleti, ne paše nič tam zraven. In no, to je ena stvar, je ta upravna enota, da bi bila res zreducirana, brez odgovornosti, samo da preveri te stvari, če to štima, če to so vse sestavni deli pa lastniško. In da, kar se pa arhitekture tiče, pa je arhitekt je prvi, če občina pri svojem soglasju, ki ga daje pod dvom, je občinski arhitekt, oziroma če tukaj še vedno obstaja kakšen dvom, komisija. To, zelo simpel. Ampak gremo še nazaj na urbanizem. Ne? Prej smo obdelali celotno državo, da je tam treba narediti. Jaz sem rekel, prehitro smo skočili na zakonodajo. No, se bomo še, potem smo rekli policentrizem, tako, potem smo rekli urbanizem. Zdaj pa pri urbanizmu. Mi zavodov več nimamo. Ne? Zavodi so v resnici poštni nabiralnik želja. Seveda. Nekdo pride investitor, ne? In ima željo, da bi nekaj naredil v tem mestu. Ne? Imamo potem ta flag diagram ali območja za različne dejavnosti. Ne? Rečeš, aha, to je stanovanjska gradnja, možno, ne? Ali pa rečeš upravne in tako dalje institucije. In potem urbanist reče, to je zdaj v redu, ne? To je tako, mogoče še kakšno spremembo, če je le možno, ne? Da to ni zdaj javni park, ampak bo tam mogoče garaža, ne? Ker se bolj splača. Ne? Ampak zdaj pa naprej. Kdo pa potem oblikuje mesto? V Ljubljani je bil to, rečemo, mestni arhitekt, ki te funkcije pravzaprav zakonsko ni imel, Koželj, ne? Ki je kljub vsemu želel, končno je izobražen kot urbanist, ne? Pozna neka pravila te stroke, da se mesto gradi kot, rečemo, neka mentalna podoba, sestavljena iz ulic, trgov, parkov, pomembnih, bi rekel, vogalov, krožišč. Ne? Zato in arhitektura je tista, ki v resnici to mentalno ogrodje tega mesta omogoča. Ne?
Mi smo imeli kup enih teoretikov zelo dobrih, ki so jih tudi naši urbanisti uporabljali, od nekega Kevin Lyncha, ki je o tem govoril, pa prek Camillo Sitte, pa potem smo imeli Aldo Rossija, danes imamo Gela, Jean Gela, ki govori o 5-minutnem mestu, da vse mora biti na 5 minut okoli tebe. Ampak danes nimamo več mestnega arhitekta, ki ga pozna, jaz mislim, ne večina, vse ostale razvite evropske države. Mestni arhitekt, ki skrbi za podobo prostora, to, kar je imela včasih Ljubljana, je imela nekoga, rečemo tam, še prejšnjem stoletju, tam leta 20 ali pa še prej. Je bil nekdo, ki je skrbel za regulacijo, nekdo pa za kresitev mesta. In jaz se spomnim, ko smo hodili še v prejšnji državi, na ekskurzije po evropskih teh prestolnicah, je vsak od županov poudaril, da glavna skrb župana je, da skrbi za podobo kraja. Ne glede na to, kako ti ocenjuješ lepoto, kot modno kategorijo ali ne kaj. Ampak še vedno, jaz mislim, je elementarno v človeku, da prepozna urejenost in tudi neko skrbnost, ki se izraža kot lepota. Ne glede na stil, lahko rečeš je postmoderno, lahko rečeš je modernistično, lahko rečeš je historično, secesijsko, kakorkoli. Ampak kvaliteta vedno izbije ne glede na stil. In za to kvaliteto mora nekdo skrbeti za celoto tega mesta, kajti to je v javnem interesu. V javnem interesu je, da je ta mesto, kako bi rekel, toliko pregledno, da je operativno, da ti se po njem gibaš, ker ga lahko prepoznaš, si zgradiš mentalno sliko o tem, da to ni neko sračje gnezdo, in da v njem tudi doživiš neko ambientalno doživetje, o katerem smo ugotovili, da ni samo estetska, ampak je tudi ekonomska kategorija na začetku. In tega žal več v Ljubljani ni, v tujini pa je. Jaz se spomnim obiskov, naprimer Barcelona ali pa Lyon in tako dalje. Tam imajo celo ogromne makete, v katerih skozi natečaje preizkusijo, kako bi posamezne vogale rešili, kako bi naredili nekaj, kar se imenuje mogoče nek bulvar ali pa saj neka ulica, da ustvarjajo vizije, ki potem jih lahko tudi ponujajo investitorjem, pa rečejo, na ta način mi bi to dopuščali. To se dela dan še vedno v Evropi pod nazivom urbanistično oblikovanje, urban design. In so službe, ki za to skrbijo. In službe, ki sklepajo potem kompromise z investitorje, ki želijo v tem prostoru nekaj postaviti, da so v skladu z javnim interesom. V Ljubljani teh pogajalskih pozicij več nimamo, ker tudi nimamo predstave. A imamo mi sploh kakšno vizualizacijo, ne samo kot flag diagram, kot sem rekel, kot rabo površin, ampak vizualizacijo. Končno tudi neka ta slovenska Dunajska cesta sta nastala na podlagi nekega sodelovanja arhitektov, ki so delali takšne vizualizacije, ki so ustvarili eno normo, kako se v tem prostoru ukvarjaš. Mi smo pa vsa ta orodja za predstavitev neke vizije odvrgli, tista, ki edino so lahko prepričljiva pri tvojih pogajanjih, da rečeš nekomu, kot se zdaj dogaja tam na Dunajski, da med visoke neke bloke, postaviš eno malo vilico. Kje se to dogaja? Dunajska cesta z Bežigradom. Ali pa, da se stadiona malo ven proti voznici,
je primer, kako je na nekem območju, ne, ki ima že urbanistično nastavljeno to, ta širok koridor pa visoko pozidavo, se pred nekaj leti, 5 let nazaj pojavljena vila blok za ograjo okoli in tako naprej. Ali pa da po naporih, ki jih je Janez Koželj naredil na Ambroževem trgu, če se spomnite njegovega tistega črva belega, ne? Ki je res kontekstualna arhitektura, ki je zalikal prostor v neko kvaliteto. Mi na Fabijanjev rind, na nedaleč od Koželja, ne, na križišče med Poljansko in Roško, postavljamo tam neke kubuse, kar tako. Pa imaš tamle zraven urbanistično službo, ne, ki je v objektu, ki se konča z začelno steno, ki bi ga mogel potem zapeljati v vogal. Med Poljansko pa In je potem ta nadaljevanje, ne, preko Fabijanjega mostu, tudi za to novo cukrarno levo, ne, pismo, to je, kaj da bi šel skozi Bronx, ne, to ni urbanistično oblikovanje. To je čisti izgubljen potencial, se mi zdi. Čisto. Isto, recimo na Celovški, Celovška Samova, tam je še en vogal nepozidan, no, ampak vsak vogal, ki se na novo pozida, mestni vogal v Ljubljani sploh ni motiva, ne.